Pozdravljeni, moje ime je Tomaž Gorec, tema današnjega videa so novoletne zaobljube. Koliko vas je takih, ki si zapišete svoje novoletne zaobljube? Dajte prosim malo napisati v komentar, ker me zelo zanima, koliko je takih. Jaz si namreč svoje novoletne zaobljube zapišem vsako leto. To delam po mojem že nekih 5, 6, 7, mogoče celo 8 let. Zakaj to delam? To delam čisto iz preprostega razloga, zato ker to je znanstveno dokazano, da če ti neko stvar zapišeš, se bo bolj sigurno zgodila. Pa ni to neke čarovnije ali nekaj takega, ampak to je preprosto psihologija. Če si ti nekaj zapišeš, kaj boš naredil, kdaj boš naredil, boš zagotovo to bolj sigurno naredil. Tako da jaz si vsako leto na svoj blog tomažgorec.si zapišem novoletne zaobljube. Zdaj, letos, ko sem jih pisal, moram reči, sem napisal kar take zelo dolge, zelo dolg članek je. In v bistvu mi je to tudi bil neke vrste razmišljanja, ko sem jaz pisal, ko sem se usedel, pa da bom to zapisal. Jaz na začetku sem imel namen čisto nekaj drugega napisati. Potem, ko pa pišeš, pa razmišljaš, pa ta ideja, pa druga ideja, pa prav padeš v to noter, tako da korist teh novoletnih zaobljub, če si jih pač zapišeš, so še to, da razmišljaš, da sploh veš, kaj si želiš, dobiš neke nove ideje, tako da jaz tisti dan, ko sem jih zapisoval, sem se prav fantastično počutil. Zdaj, jaz sem to že velikokrat prebral, res se ne spomnim v kateri knjigi, ampak v večjih knjigah, da ko mi neko stvar iz svinčnikom zapišemo, da se pač v možganih zgodi neki proces, da se to bolj možgani zapomnejo, ne vem, v glavnem to je nekako psihološko dokazano, da to drži. Jaz se s tem sploh ne ukvarjam, zdaj kako do tega pride, ampak jaz tudi zase vem, da to, če nekaj zapišeš, je potem to čist nekaj drugega. Tudi, rečemo, novoletne zaobljube je potem dobro, da jih javno objavite. Jaz to vsako leto naredim na svojem blogu. Zakaj jih javno objavim? Zato, ker če nekaj javno objaviš, imaš potem neko obvezo, Se pravi, če ne drugega, da se ti tisti bližnji prijatelji, ki to berejo, ne bojo smejali, pa bojo rekli, ti musi 155 novoletnih zaobljub, koliko si izkoristil, 1, 2, 3, tako da si potem malo bolj prisiljen nekaj to narediti, Čeprav novoletne zaobljube jaz do zdaj nikoli nisem vseh izpolnil, niti približno ne. Več let zapored sem napisal v novoletne zaobljube, da letos bom pa napisal knjigo. No, pa se mi to je šele zdaj po parih letih uresničilo, tako da lansko leto 2018 sem res izdal svojo prvo knjigo, ki sem jo pisal čisto predolgo časa. Ampak po mojem bi jo pa še malo več časa, če ne bi to dal v novoletne zaobljube. Tako da sem prepričan, da sem jo malo prej povsem napisal, zato ker sem dal v novoletne zaobljube. Tako da jaz sem včasih tudi tega ful napisal, zdaj sem pa ugotovil, da sem tega preveč napisal in sem letos manj napisal in sem si tudi neke prioritete postavil, tako da pač si jih lahko preberete na mojem blogu, pa boste videli, kaj vse in kako sem si zapisal. Povezavo najdete spodaj v opisu videoposnetka. Zdaj, če ste taka oseba, da pač to ne želite nikje javno objaviti, tako kot sem jaz na svojem blogu, lahko je to na Facebooku,
ne vem, lahko kjerkoli druge, pač sem, da je javno, da tudi drugi vidijo. Če pač ste taka oseba, da to nočete narediti, pač ne naredite, ampak potem vam pa svetujem, da dajte to vsaj zapisati nekam v en zvezek, blog, ali kamorkoli, toliko, da boste lahko kdaj to odprli, pogledali, malo analizirali, kaj ste naredili, kaj niste, kaj še boste, kaj še lahko naredite, tako da nujno dajte. Ne priporočam vam, da si to nekam v en dokument na računalnik zapišete, zato ker to se zgubi. Saj jaz sem tak, jaz imam najraje stvari na papirju. Zdaj, jaz si običajno naredim tudi to, mogoče si kakšno leto nisem naredil, ker nisem takoj naredil, pa sem potem pozabil, ampak jaz potem te novoletne zaobljube sprintam, ne sicer zdaj to cel članek tacga, ki ga vidite na mojem blogu, ampak sprintam te glavne zadeve in si to povsod po bajti obesim. Obesim si v kopalnici, da to pogledam, pri posli si obesim, da to vsak dan vidim, pri pisalni mizi si obesim, da vsak dan vidim. Dobro bi bilo, če bi si to še v službo prinesel, pa da to vsak dan vidim, ker to se spomniš, ne? Te spomnim in si rečeš, wow, moram, evo, to sem si zapisal, zdaj pa nič, ne? Tako da to sigurno dobro deluje, tako da to naredite, glejte, tu, če se vam bojo doma, ne vem, starši, partner, otroci smejali, ne sekirajte se zaradi tega. Neke take podobne zadeve je imela pred 15 letem ena moja punca, ki je študirala v Ljubljani, je imela to vse polepljeno, pa sem se takrat norca z dno delal, sem rekel, pa kaj ste boja, snaumna to tle, neke motivacijske stvari lepaš po steni in tako naprej. Ampak takrat sem se smejal, danes pa vidim, da je bila ona pač par korakov pred menoj in pač, da si je to zapisala in vsak dan brala in to je sigurno dobra zadeva. To, če veliko berete, ste v teh novoletnih zaobljubah in oziroma tem pisanju in vsem, ste sigurno se srečali že v velikih knjigah in zvedeli, da to veliko zelo uspešnih ljudi na svetu to dela in to pač deluje. Tako da jaz vam svetujem, zapišite si svoje novoletne zaobljube, če jih nočete objaviti javno, jih si pa saj zapišite v neki blog, zvezek ali kamorkoli, pa seveda tisti blog pa zvezek potem saj tam nekje pri roki imejte, da ga boste saj enkrat na mesec pogledali. Še boljše, če pa potem to nalepite, tako kot sem rekel. Tako da to je za danes vse. V naslednjem videu bom pa malo več povedal o konkretnih novoletnih zaobljubah, ki sem se jih jaz zadal za leto 2019. Nič, lepo se imejte, če so moji videoposnetki vam všeč, dajte lajkat, če vam niso všeč, dajte tisti dislike, naročite se na moj YouTube kanal, to storite tako, da kliknete tisti rdeč gumb naroči, pa potem še zvonček. Tako da to bi bilo za danes, lepo se imejte in nasvidenje.